Pozdravljeni, moje ime je Robert Brus in v današnjem predavanju vam želim povedati nekaj o tem, kako v Sloveniji gospodarimo z gozdovi in kako pomembna je biodiverziteta kot osnova pri gospodarjenju z njimi. V zvezi s tem pogosto uporabljamo besedo biotska raznovrstnost ali krajše rečeno kar biodiverziteta. In pri tem seveda lahko to biodiverziteto gledamo na različnih ravneh. Na kratko povedano, biodiverziteta pomeni raznolikost vsega živega oziroma različnost vseh življenjskih oblik in jo gledamo lahko na različnih ravneh. Lahko na regionalni, lahko na ekosistemski, lahko na vrstni, lahko na genski in tudi na drugih. Če si pogledamo najprej regionalno raven in to, kako ima Slovenija lego v Evropi, vidimo, da se v Sloveniji na zelo majhnem območju srečujejo zelo različni vplivi, ki prihajajo iz različnih koncev Evrope. Po eni strani k nam, če gledamo rastlinstvo, prihajajo balkanske vrste, to je zelo izrazit ilirski ali dinarski vpliv. Potem se pri nas srečujejo in pogosto najdejo panonske vrste, zelo pomemben je vpliv alpskih vrst in seveda po jadranskih obalah se pri nas srečujejo sredozemske vrste. Torej, na zelo majhnem prostoru se srečujejo 4 zelo velike regije in če bi pogledali v Evropi ostale predele, bi malo kje našli tako veliko diverziteto takih večjih regij. Na osnovi tega je Slovenija razdeljena na fitogeografske regije. Meje med njimi, kot jih vidimo lahko na sliki, so sicer ostro začrtane ali zarisane, vendar v naravi te meje nikoli ne potekajo tako ostro, ampak med njimi prihaja pogosto do prepletanja. To se pravi, rastline iz primorskega dela na ugodnih mestih najdejo mesta tudi v notranjosti. Po drugi strani alpske rastline najdemo tudi v nižjih legah. Torej, ves ta preplet daje en tak res pridih in veliko mozaičnost našemu rastlinstvu. Če gremo nižje, lahko biodiverziteto opazujemo tudi na ekosistemski ravni. Če gledamo našo krajino, vidimo, da nikakor ni pokrita samo z gozdovi, ampak tudi z drugimi ekosistemi, kot so mokrišča, kot so travišča, kot so visokogorski travniki. In vse to je tudi tisto, kar daje biodiverziteti eno tako zelo veliko raznolikost. Če gremo še nižje, lahko o biodiverziteti govorimo tudi na vrstni ravni. To pomeni, da v nekem ekosistemu obstajajo zelo različne skupine rastlinskih vrst, pa ne samo rastlinskih vrst, ampak tudi alg, gliv, mahov, ptic, sesalcev in vse to skupaj tudi lahko merimo z različnimi indeksi biodiverzitete. Ko govorimo o vrstni ravni, se pogosto vsej gozdarji pogovarjamo tudi o vrstni sestavi gozda. Na sliki, ki jo vidimo, je očitno, da ta gozd ni sestavljen samo iz ene drevesne vrste, ampak vidimo vsej 2. Prevladujoča je bukev, to je tudi sicer prevladujoča drevesna vrsta v Sloveniji. Z njo je pomešana tudi jelka in pogosto želimo imeti mešane tudi druge drevesne vrste. Torej, vrstna raven ne pomeni samo različnih tipov organizmov, ampak tudi različne vrste organizmov znotraj ene skupine. V tem primeru, kot sem rekel, govorimo o drevesih. Na tej sliki pa vidimo tudi, da med bukvami, ki so na njej, obstajajo nekatere razlike. Gre za spomladanski posnetek, na katerem so nekatere bukve že olistale, druge še niso. In tukaj se spustimo že na naslednjo raven biodiverzitete, to je pa genska raven. Kaj to pomeni? Ta gozd, ki je na sliki, zgleda na prvi pogled povsem uniformiran. Edina drevesna vrsta, ki jo vidimo, je bukev. Vendar je nujno povedati, da vsak osebek na tej sliki je genetski unikat, je genetski unikum, torej genetske razlike med njimi so zelo velike, niti 2 drevesi na tej sliki nista genetsko enaki. To je genska raven, na kateri pravzaprav gradimo pri našem gospodarjenju z gozdovi. O genski ravni lahko govorimo tudi na naslednji sliki, ki prikazuje topolove nasade.
Na videz ni velike razlike v primerjavi s prejšnjo sliko, v resnici je pa ta razlika ogromna. Namreč na tej sliki vidimo samo en klon topolov, kar pomeni, da so vsa drevesa na sliki popolnoma genetsko enaka. To je po eni strani seveda dobro, to je zaželeno za gojitelje, ki želijo vzgajati ravna, visoka, hitro rastoča debla z visoko produkcijo in z dobrim zaslužkom, vendar tak način gojenja ni brez tveganja. V primeru, da pride do pojava nove, še neznane bolezni ali novega škodljivca, se v takem nasadu zelo hitro lahko zgodi, da se posušijo ali odmrejo vsi in seveda pride na tem primeru lahko do velike katastrofe. Torej, to je princip, ki se uporablja pogosto v kmetijstvu, pogosto tudi v hortikulturi in kot vidimo, lahko tudi drevesne vrste gojimo na tak način. Kot sem omenil, to ni brez tveganja, zato se v gozdarstvu pravzaprav temu ne posvečamo na tak način, je to nekaj, kar je gozdarstvo tuje, temu rečemo, da je bolj kmetijska proizvodnja. Na sliki vam zdaj kažem en primer, ki se je zgodil v južni Italiji, v Apuliji. Zadnjih nekaj več kot 10 let opažajo pojav bakterijskega ožiga oljk. Gre za bakterijo, ki je v južno Italijo prišla iz Srednje Amerike, iz Kostarike. In izkazalo se je, da je oljka na njo povsem neodporna. Ker gre pri oljki za gojenje sort, v primeru, da pride do neodpornosti, seveda se posušijo vsi osebki in prav grozljivo je videti, kako se stotine in tisoči hektarjev oljk sušijo in na stotine vzgojiteljev in gojiteljev oljk je propadlo prav zaradi tega, ker ni borbe uspešne proti tej bolezni zaenkrat. Torej, v tem primeru se je tveganje pokazalo za zelo veliko in se je tudi uresničilo. Na srečo niso prav vse sorte enako občutljive. Vidimo recimo, ena od sort je tukaj povsem propadla, medtem ko sorta lečino kaže nekaj odpornosti in dobra novica je, da je ta sorta lečino tudi ena najpogostejših, kar jih najdemo pri nas na obali. Gojitelji oljk po vsej Italiji, po vsej južni Evropi upajo, da se ta bolezen ne bo širila še naprej in da se črni scenarij ne bo uresničil. Torej, na tem primeru sem želel pokazati, kako občutljivi so lahko sistemi, kjer se zanašamo na en klon in s tem povečujemo občutljivost. Podoben primer lahko opazujemo včasih tudi v gozdovih. V tem primeru na levem posnetku imamo smrekov nasad, ki je sicer gensko raznolik, torej tukaj ne gre za klone, vendar so si te smreke zelo podobne in ker gre za monokulturo, je prišlo do napada podlubnikov, ki je prizadel praktično vsa drevesa in to je nekaj, česar si v naših gozdovih ne želimo. Zato bolj baziramo oziroma osnovno načelo gojenja gozdov je velika biodiverziteta na genski ravni. V primeru, da pride do neke bolezni, se posamezna drevesa, ki so neodporna, verjetno posušijo. Nekaj pa je tistih, ki kažejo naravno odpornost in to lahko potem služi kot osnova za nadaljne generacije in za vzpostavljanje odpornosti gozda proti nekemu novemu škodljivcu bolezni, kakor sem povedal. Torej, to je osnova gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji, visoka genska raznolikost vseh dreves v populaciji. Zdaj bi rad povedal nekaj o značilnostih gospodarjanja s slovenskimi gozdovi. Samo nekaj jih bom naštel, za katere menim, da so res pomembni pri našem gospodarjenju. Ena je trajnost. Trajnost pomeni, da želimo, da majhna površina gozda ves čas opravlja svoje številne vloge, zato velikih površin naenkrat ne obnavljamo, ampak skrbimo, da je, če le mogoče, pogled na gozd približno tak kot na tem posnetku. Druga značilnost je večnamensko gospodarjenje z gozdovi.
To pomeni, da mora gozd ves čas opravljati celo vrsto funkcij. Mi jih imamo naštetih okrog 26, lahko bi jih naštevali še več in jih razvrščamo v 3 skupine. To so proizvodne ali gospodarske vloge, potem so socialne vloge in ekološke vloge. Zdaj, katera od vlog znotraj teh skupin je bolj poudarjena, je odvisna od tega, kje ta gozd je. V Kočevskem Rogu ali v Trnovskem gozdu je seveda proizvodna funkcija visoko postavljena, ker lastnik gozda tam želi proizvajati les. V primestnih gozdovih so bolj izpostavljene druge funkcije, recimo rekreacijska, tudi izobraževalna, potem zdravstvena in podobno. Tako da te funkcije rangiramo in gospodarjenje prilagajamo tisti, ki je na nekem območju najbolj pomembna. Torej, to je tudi tako temeljno izhodišče našega gospodarjenja z gozdom. Naslednja stvar, ki jo izpostavljam, je sonaravnost. Sonaravno gojenje gozdov pomeni, da gospodarimo v skladu z naravnimi procesi in o tem bom govoril nekaj več v nadaljevanju. Zato bi zdaj šel naprej. Potem povedal bi tudi, da je pomembno izhodišče strateško gozdno-gospodarsko načrtovanje. To pomeni, da za vse gozdove v Sloveniji v okviru gozdno-gospodarskih območij in enot izdelujemo 10-letne načrte, ki zelo natančno predvidijo, kako se bodo ti gozdovi obnavljali, kdaj se bodo obnavljali, kdaj vanje posegamo z rečimi in drugimi gozdno-gojitvenimi ukrepi. Torej, s tem želim povedati, da posegi v gozdove niso stihijski, ampak so načrtovani in sledijo enemu strateškemu razmisleku o tem, kako razvojne faze v gozdovih ves čas imeti uravnotežene. In omenil bi še eno stvar. Slovenci smo lahko ponosni, da so naši gozdovi odprti za vse prebivalce Slovenije. To po svetu ni samo po sebi umevno. Redke države na svetu so, ki bi imele tako odprt dostop do gozdov. To pomeni, da lahko vsakdo se v gozdu kjerkoli sprehaja, nabira gozdne sadeže, rekreira, nabira cvetje, če ni pod kakšno posebno zaščito. In sam menim, da je ta ureditev, ko imamo gozdove odprte za vse, lahko rečem, ostanek starega sistema, podobno kot je to javno zdravstvo, kot je to javno šolstvo. Jaz bi v ta trikotnik uvrstil zagotovo tudi dostopnost gozdov za vse in samo upam in želim, da bomo to uspeli obdržati tudi v prihodnosti. Prej sem že omenil sonaravno gozdarstvo. Kaj to pomeni? Zgodovina sonaravnega gozdarstva pri nas je dolga in sega v konec 19. stoletja, ko sta na območju Snežnika in Kočevja gozdarja Šolmajer in Hufnagel na veleposestvih takratnih lastnikov gozdov začela uvajati tako imenovano kontrolno metodo in zelo specifičen prebiralni način gospodarjenja z gozdovi. Potem je s tem delom nadaljeval in to idejo razvijal Franjo Pahrnik v pohorskih gozdovih in v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja profesor Mlinšek, ki je bil profesor za gojenje gozdov na oddelku za gozdarstvo. Ko govorimo o profesorju Mlinšku, ne morem mimo tega, da omenim, da je bil predsednik Svetovne gozdarske organizacije JUFRO, ki je imela leta 1986 svetovni kongres prav pri nas v Ljubljani, prav tukaj v Cankarjevem domu, kjer je več tisoč delegatov, raziskovalcev, gozdarjev, profesorjev prišlo v Jugoslavijo takratno, v Slovenijo in razpravljalo o problemih gozdarstva. Imeli so tudi več ekskurzij in sam mislim, da je prav to obdobje bilo vrhunec slovenskega gozdarstva nasploh. Torej, o tem JUFRO kongresu je še velikokrat govor. V današnjem času pa Mlinškovo izročilo nadaljuje organizacija, vseevropska organizacija ProSilva, ki je bila prav na njegovo pobudo ustanovljena v Evropi in promovira sonaravno gozdarjenje in gospodarjenje z gozdovi. Zdaj pa, če končno povem, kaj to pomeni. To pomeni, da z gozdovi upravljamo tako, da v njih ne delamo golosekov, ampak
gospodarimo malo površinsko ali celo prebiralno, to pomeni, da samo posamezna odrasla drevesa odstranjujemo sproti. Spoštujemo naravne procese in krepimo naravno odpornost, in to naravno odpornost krepimo prav s pospeševanjem velike biotske raznovrstnosti. Torej, to je bistvo. V okviru tega moramo omeniti območja Natura 2000. V območjih Nature 2000 je osnovni cilj ohranjanje ogroženih živalskih vrst, kjer gre predvsem za vrste ptic, in ohranjanje ogroženih habitatnih tipov, torej posebnih tipov gozdov ali drugih tipov rastišč, ki so pri nas ogroženi. V Sloveniji je v območju Natura 2000 kar 37% površine in od tega je 70% gozd. To ne pomeni, da se v teh gozdovih ne sme gospodariti, ampak da se gospodari na prilagojen način in da je pomemben cilj tudi ohranjanje biodiverzitete in tega, kar sem omenil prej. V okviru te Nature 2000 je v zadnjih dobrih 10 letih zelo pomemben del tudi tako imenovano izločanje ekocelic. Kaj to pomeni? Ekocelice so deli gozdov, ki jih prepustimo naravnemu razvoju za določen čas. Običajno se lastnik gozda lahko odloči za obdobje 20 let, ki ga lahko pozneje tudi podaljša. Za zdaj imamo v Sloveniji že približno 9000 hektarjev gozdov v območju Natura 2000, ki so izločeni v tako imenovane ekocelice. To pomeni, da določena drevesa pustimo propadanju. To so potem lahko stoječa drevesa, lahko so dupla, lahko so padla debla in v teh deblih se lahko naselijo organizmi, ki sicer nimajo možnosti preživetja. To so lahko posamezne ptice, recimo razne vrste detlov, razne vrste sov in podobno, razne vrste kozličkov in gliv. In na ta način tudi pospešujemo eno tako naravno odpornost. Lastnik gozda se torej lahko z Zavodom za gozdove dogovori, da bo del gozda vsej nekaj hektarjev velik, namenil temu, da bo ekocelica, in zato je celo upravičen do odškodnine oziroma kompenzacije. Tako imenovani gozdni sklad zadnjih nekaj let nameni več kot 700 000 evrov prav za vzdrževanje biodiverzitete v teh gozdovih in ekocelicah. Lastnik se lahko sicer odloči tudi za posamezna habitatna drevesa, torej v gospodarskem gozdu lahko nekaj dreves določi za to, da jih bo prepustil naravnemu razvoju in propadu. Torej, če se sprehajate skozi gozd in opazite nekaj suhih stoječih dreves ali skupino takih dreves, to ne pomeni nujno, da je to skrbnik, ki je lastnik gozda, ki ni vesten, ampak je to lahko prepuščeno naravnemu razvoju povsem načrtno. Naslednji način pospeševanja biodiverzitete v gozdovih so gozdni rezervati. Prvi gozdni rezervat pri nas je bil izločen že leta 1892, na Kočevskem ga je izločil gozdar Hufnagel. Največ k današnji mreži gozdnih rezervatov pa je spet prispeval profesor Mlinšek v 80. letih prejšnjega stoletja. Danes imamo v Sloveniji gozdnih rezervatov 170, njihova površina je več kot 9000 hektarjev in to pomeni okrog 0,8% površine slovenskih gozdov. Kaj je to gozdni rezervat? To je gozd, ki smo ga popolnoma prepustili naravnemu razvoju, torej v njem ne posegamo, ne sekamo, ne rečimo, tudi če pride do pojava bolezni ali do pojava lubadarjev, v njem ne posegamo, ampak opazujemo, kako to recimo obnavljanje gozda ali to dogajanje poteka v naravi. Zakaj je to pomembno? Po eni strani je to pomembno zaradi znanstvenih raziskav. S pomočjo raziskav v takih naravnih ekosistemih lahko prihajamo do spoznanj o tem, kako se gozd razvija sam. Hkrati so pa to izjemno velike ekocelice, v njih se pa na večjih površinah biodiverziteta, ki jo že nekajkrat sem omenil, lahko ohranja. Želja je, da bi se površina gozdnih rezervatov ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi, tudi evropske direktive govorijo o tem, povečala. In dobra novica je,
da se je na ravni ministrstev jeseni lani sklenil dogovor, da se do leta 2025 za 25% poveča površina gozdnih rezervatov v Sloveniji in upamo, da tudi v nadaljnjih letih se bodo te površine še nekoliko povečevale. Na sliki vam kažem gozdni rezervat Oblakov gozd pri Brezovici, ki je eden manjših pri nas, ima samo površino 13 hektarjev, je pa samo streljaj od Ljubljane in zanimivo je seveda si ga pogledati v tako neposredni bližini naše prestolnice. Znotraj gozdnih rezervatov bi pa še posebej želel izpostaviti tako imenovane pragozdove. Pragozdovi so pa tisti rezervati oziroma tisti gozdovi, v katerih pa v resnici nikoli nismo gospodarjeni. Navaden gozdni rezervat je lahko rezervat, za katerega smo se odločili, da to bo od takrat naprej, recimo od 80 let naprej. Pragozdovi so pa taki, kot so bili nekoč. V Sloveniji jih imamo vsega skupaj 14 in njihova skupna površina je dobrih 500 hektarjev, kar je samo 0,04% površine naših gozdov. To so v resnici edini ostanki naše prakrajine, torej take, kakršna je bila pred našo naselitvijo in nimajo samo raziskovalnega pomena, ampak tudi zelo velik simbolni pomen, jaz bi rekel, za Slovence, ki smo na nek način narod gozdov. Torej, njihov namen je seveda tudi znanstveno raziskovanje in tukaj lahko na večjih površinah pridemo do spoznanj o tem, kako naravni procesi potekajo. Zato je pomen njihove dolgoročne ohranitve še toliko večji. Povedati moram, da dostop v gozdne rezervate in pragozdove je seveda prepovedan. Dostop ni možen. Tukaj smo mogoče nekoliko v precepu. Po eni strani želimo poudarjati njihov pomen in tudi seznanjati javnost z njimi, vendar po uredbi dostop vanje ni mogoč, ampak večino si pa jih je možno ogledati iz robnih con oziroma poti, ki so speljane po njihovem robu. In tale, ki ga kažem na gozdu, na sliki, je eden naših najmogočnejših, to je pragozd Reichenauski rok s površino 51 hektarjev. Po robu pelje pot in tukaj je seveda možno videti te procese. Torej, v Sloveniji, kot je vidno na tej sliki, jih imamo 14. Večina jih je ohranjenih v dinarskem svetu, v težko dostopnih terenih, predvsem na Kočevskem pa na Snežniku. Nekaj tudi v vzhodni Sloveniji, imamo ga tudi na Pohorju in na Donački gori. Torej, zaenkrat je ta mreža kar razpredena. Torej, bistvo je spet ohranjanje in prepuščanje propadanja lesne biomase in s tem možnost razvoja organizmov, ki drugje te možnosti nimajo. Torej, še en pragozd, ki ga moram omeniti, je pragozd Krokar, mogoče najbolj znan v zadnjih letih. Ta ima površino 74 hektarjev in tukaj gre za pravzaprav čisti, večinoma bukov gozd, ki je od leta 2017 uvrščen v svetovno UNESCO dediščino, skupaj s še enim rezervatom, ki pa je na Snežniku. V teh gozdovih, ki jim rečemo, da so ilirski bukovi gozdovi, je zelo velika vrstna pestrost. Raziskave so pokazale, da tako veliko število vrst kot v teh gozdovih ni prisotno v nobenem bukovem gozdu v Evropi. In to tudi podpira teorijo, ki je zdaj pravzaprav že čist znana in sprejeta, da je bilo prav to nekako kočevsko območje ali območje jugovzhodnih Alp in Zahodnega Balkana najpomembnejše ledenodobno zatočišče bukve. Torej, tukaj so med ledenimi dobami manjše skupine bukov uspele preživeti in od tukaj so se pozneje populacije spet širile proti srednji in severni Evropi. Bila so zatočišča seveda tudi na južnoevropskih polotokih, vendar so bila veliko bolj oddaljena od srednje Evrope kot ta, recimo
na jugovzhodnem obrobju Alp, tako da je pač ta bukev prej prišla do Evrope. Tako da tudi genetske raziskave to podpirajo tudi makrofosilni ostanki, ki jih najdemo na več mestih po Sloveniji, in zato se mi zdi zelo ustrezno in upravičeno, da so se ti gozdovi uvrstili v ta seznam UNESCO dediščine. Imamo ohranjenih seveda tudi nekaj nižinskih pragozdnih ostankov, recimo Krakovski pragozd pri Kostanjevici na Krki, 40 hektarjev, in pa rezervat in pragozd Snežnik, tega je pa vsega skupaj skoraj 800 hektarjev, ta je pa naš največji, in ti veliki so še zlasti pomembni, tega pa najdemo na pobočjih Snežnika, kot je razvidno iz te slike. Zdaj pa, ko se pogovarjamo o gospodarjenju z gozdovi, se pa seveda ves čas sprašujemo tudi o podnebnih spremembah. Te se dogajajo in želimo gozdove vzgajati na tak način, da bodo lahko podnebne spremembe prenesli in da bo seveda površina še vedno pokrita z njimi. V zadnjih letih se intenzivnost pojavov, ki so sicer za gozd povsem normalni, povečuje. Vedno smo imeli vetrolome, vedno smo imeli napade podlubnikov, vedno smo imeli tudi požare in žledolome, vendarle najhujši se pojavljajo v zadnjem desetletju in to kaže, da se bodo verjetno stopnjevali tudi vnaprej. Posledice teh motenj so pa zelo velike površine poškodovanih gozdov in gole površine, kar pomeni za Slovenijo neobičajne razmere, ki jih nismo bili navajeni. In seveda se sprašujemo, kako bomo te površine obnovili, in tukaj se pojavljajo vedno pomembna vprašanja. Zakaj gozd sploh obnoviti? Kako lastnika gozda motivirati, da bo sploh obnovil ta gozd, da se bo s tem ukvarjal? Kaj je osnova za naše odločitve? Kako bomo pri tem upoštevali podnebne spremembe in katere drevesne vrste uporabiti? Drevesne vrste so namreč zelo pomemben gradnik gozdov v prihodnosti. Pri tem, kako se tega prilagajanja lotiti, imamo na razpolago veliko različnih pristopov. Nekateri govorijo o tem, da bi vse skupaj prepustili naravnemu razvoju. Ideja je drugih, da bi šli seveda zelo močnimi insekticidi in fungicidi, torej z intenzivnim zdravstvenim varstvom. Možen princip je zamenjava drevesnih vrst ali pa celo vnos tujerodnih vrst, mogoče celo gensko spremenjenih organizmov, tudi to že pri drevesih obstaja, ali pa aktivno sonaravno gospodarjenje in zaenkrat v Sloveniji imamo idejo oziroma želimo tudi v prihodnosti s pomočjo aktivnega sonaravnega gospodarjenja ohraniti vitalne gozdove. Pri tem je pa seveda zelo pomembna ustrezna izbira drevesnih vrst. Drevesa so osnovni gradniki gozdnega ekosistema. Pri tem moramo upoštevati, da z nekaterimi drevesnimi vrstami imamo že zdaj nekaj težav, recimo smreka je taka, in želimo se nasloniti na tiste drevesne vrste, ki so že zdaj prisotne in s katerimi imamo dobre izkušnje, in upoštevati je treba seveda tudi gozdno-gospodarske cilje. V Sloveniji imamo na razpolago več kot 70 avtohtonih drevesnih vrst, vendar je treba povedati, da niso vse primerne oziroma ni mogoče na vse računati na velikih površinah. Razdelimo jih lahko nekako v 3 kategorije. To so lahko nosilne ali ključne, to so tiste, ki lahko zavzamejo tudi do 100% v lesni zalogi, potem so spremljevalne, ki jih imamo običajno do 30% v lesni zalogi, in pa še manjšinske, ki pa jih imamo mešane v zelo majhnem deležu, mogoče do 10%. Če pogledamo, katere so danes najpogostejše drevesne vrste v Sloveniji, vidimo, da je na prvem mestu bukev s 33% v lesni zalogi, torej tretjina naših gozdov je bukovih, 30% je smreke in njen delež upada v zadnjih letih, jelke pa imamo 7,5%. Šele potem imamo v nadaljevanju hrastov 7% vseh vrst skupaj, borov 5%, in to so tiste, s katerimi lahko zelo močno računamo tudi v prihodnosti. Nekaj let nazaj sva s kolegom Kutnarjem naredila raziskavo, analizo tega, kaj bi prišlo v poštev,
od drevesnih vrst za dolgoročno obnovo gozdov, ki so bili na Notranjskem poškodovani v žledu in v osrednji Sloveniji. In v teh gozdovih smo pregledali, katere so tiste vrste, ki so po naravni strukturi nosilne. In se je izkazalo, da so v teh gozdovih nosilne vrste zelo omejene. In to so v glavnem bukev, lahko je jelka in na nekaterih mestih hrast graden. Zdaj si pa poglejmo njihove perspektive. Kar zadeva bukev, lahko rečemo, da je v Sloveniji izjemno vitalna. Njen delež bi z lahkoto povečali nad teh 33%, ki jih imamo danes, lahko tudi na 50%, lahko tudi več. Konec koncev ji razmere pri nas zelo ustrezajo in je tudi razmeroma prilagodljiva. Zaenkrat je tudi še brez resnejših bolezni ali škodljivcev, vendar so lahko čisti bukovi sestoji zelo, zelo ranljivi. Povedati je pa tudi treba, da bukev za lastnika ni tako zanimiva za gojenje kot nekateri iglavci, je zelo zahtevna za vzgojo, mogoče nekoliko manj tržno zanimiva. Zato ocenjujemo, da preveliko povečanje bukve verjetno ne bo prišlo v poštev. Razen tega je tudi potrebna previdnost, ne želimo se tako močno nasloniti na samo eno vrsto. Nikoli ne vemo, zelo hitro se lahko pojavi nek nov škodljivec iz krajev, ki ga zaenkrat še ne poznamo. Druga drevesna vrsta, ki dajemo veliko možnosti, želimo dati možnosti, je navadna jelka, ki je v naših gozdovih dinarsko-kraških, pa tudi nekaterih alpskih, lahko nosilna vrsta, je razmeroma vitalna in prilagodljiva. V zadnjih letih kaže celo manj zmanjšanja prirastka zaradi sušnih let kot bukev in celo bolje kot smreka prenaša žled in je celo gospodarsko zanimiva. Problem pri jelki je njena obnova, kajti v nekaterih predelih Slovenije, zlasti na Postojnskem, Kočevskem, Novomeškem območju, jo tako močno objeda divjad, da se praktično površine po naravni poti ne dajo obnoviti. Tako da ta naloga bi bila, bo zelo zahtevna, ampak težko bi pričakovali, da bo jelka v prihodnosti v mnogo večjem deležu kot danes prevzela vlogo nosilne vrste. Na sliki kažem nekaj primerov objedenih drevesc kot primerov težke obnove. Na zgornjih dveh posnetkih so pa seveda nekateri predeli Slovenije, kjer se pa jelka tudi zelo lepo obnavlja, predvsem tam, kjer je številčnost rastlinojede divjadi, predvsem jelenjadi, nekoliko manjša. Tretja vrsta, s katero bi lahko računali, je hrast graden, vsaj na nekaterih nekoliko bolj suhih rastiščih. Ta je gospodarsko zanimiv, vendar spet nekoliko manj kot iglavci, je pa konkurenčno šibkejši od bukve in zahtevnejši za vzgojo. Tako da, če sklenemo, od teh treh drevesnih vrst vidimo, da je njihov nabor razmeroma omejen, in zato bi bilo na rastiščih, kjer so te vrste nosilne, smiselno del teh vlog prenesti tudi na spremljevalne vrste in to na več spremljevalnih vrst. V teh gozdovih je spremljevalna vrsta zelo pogosto smreka. Smreka pri nas prihaja iz visokogorskih rastišč in je vitalna predvsem na 1200 metrih nadmorske višine. Zadnje dogajanje zadnjih desetletjih kaže, da pod 500 metri, celo pod 800 metri nadmorske višine je zelo pogosto prizadeta zaradi suše, zaradi žleda, zaradi vetra, tudi zaradi podlubnikov. Po drugi strani je pa zelo preprosta za gojenje in umetno obnovo in daje lastniku na dolgi rok, do zdaj je dajala zelo velik donos, kar pa pomeni tudi precejšnje tveganje. Tako da pod nadmorsko višino 800 metrov bomo njen delež v prihodnosti zagotovo zmanjševali, celo odsvetujemo sajenje na takih nadmorskih višinah in njeno pospeševanje v prihodnosti. Tveganje je vendarle preveliko.
Na nekaterih vlažnejših mestih, pa v visokogorju, seveda smreka še naprej ostaja za gojenje, zanimiva vrsta in ni nobenega posebnega razloga, da bi se ji že povsem odpovedali, ampak vendarle v večini slovenskih gozdov smreka ne bo mogla biti nosilna vrsta. Potem si pa lahko pogledamo še nekaj spremljevalnih drevesnih vrst, h katerim se zelo pogosto oziramo. Tak paradni konj je gorski javor, ki ima zelo visoko vreden les, čeprav je samo zelo redek tip njegovega lesa, to je javor rebrašč, tisti, ki dosega na dražbah zelo izjemne cene, po več 10 000 evrov za kubik. Običajen les vendarle ne dosega tako visokih cen. Gorski javor potrebuje najboljša in sveža rastišča. Njegov delež, ker je svetloljubna vrsta, se bo zagotovo zdaj po teh katastrofah v gozdovih nekoliko povečeval, vendar je njegova nega zelo zahtevna. Razen tega je pa tudi gorski javor ena od vrst, ki je pod velikim pritiskom divjadi, tako da bi težko ocenili, da bo gorski javor prevzel vlogo nosilne vrste. Upamo, da bo lahko vsej spremljevalna vrsta v mnogih slovenskih gozdovih. Tukaj imamo še vrsto drugih plemenitih listavcev, kamor spadajo recimo divja češnja, ostrolistni javor, veliki jesen, gorski brest in lipe. Njihov delež želimo povečevati in ga postopoma povečujemo, vendar nikjer ne poteka to brez težav. Nekateri od teh listavcev so spet zelo pogosto na jedilniku divjadi, mnoge prizadevajo bolezni, recimo jesene, jesenov ožig, breste, holandsko bolezen brestov, kar pomeni, da bomo tudi z njimi imeli zelo zahtevno nalogo. Potem so pa tukaj še manjšinske drevesne vrste, vsej v teh notranjskih gozdovih zaenkrat, kot so macesen, rdeči bor, beli gaber. Nekateri od njih bi lahko v prihodnosti prevzeli nekaj vloge več. Tukaj je morda nekoliko spregledana vrsta zaenkrat rdeči bor, ki je razmeroma odporen proti suši, ki dobro prenaša revna tla, tako da v rdečem boru vidimo možnost, kako marsikje nadomestiti nekaj smreke. Podobno mogoče tudi beli gaber, vendar so to vrste, ki gospodarsko med listavci, recimo beli gaber, niso tako zanimive za lastnika gozda kot nekatere druge. Pri tem se seveda nehote ali pa hote oziroma tudi po tujerodnih drevesnih vrstah, kjer se je v zadnjem času v naši pozornosti znašla predvsem ameriška doglazija. Ameriška doglazija je iglovec, ki je podoben naši smreki ali jelki, se je pa izkazal za odpornejšega proti suši in tudi proti podlubnikom. V evropskih državah je to zelo pogosto gojena tujerodna drevesna vrsta, ki ne kaže niti slabih vplivov na rastišča, niti ne kaže znakov invazivnosti in tudi v Sloveniji se je že zelo dobro izkazala do sedaj. Poleg tega ima tudi za lastnika gozda gospodarsko zanimiv les. Na sliki vam kažem primer s Postojnske, kjer je po žledu zelo močno prizadeta smreka in bukov bila praktično, jo je bilo treba odstraniti in pokazali so se takile pasovi nasadov doglazije iz 30 let prejšnjega stoletja, ki kažejo zelo velike prirastke in zelo dober potencial za gojenje. V dinarskem svetu, tam, kjer so gozdovi prizadeti, kjer je naravna sestava gozdov zelo prizadeta zaradi ujm, bi bila priložnost ponekod z manjšimi jedri njen delež povečati mogoče do 10%, vendar povsem brezskrbno tega ne upamo seveda početi. Tudi doglazija je vendarle tujerodna drevesna vrsta in nekaj zadržanosti pri njenem uvajanju je seveda nujno potrebno. Tako da, če sklenemo ta kratek sprehod skozi nekaj možnih drevesnih vrst, ki bi lahko bile nosilne v naših gozdovih v prihodnosti,
Vidimo, da bo izbira zelo zahtevna, da bo treba po eni strani upoštevati rastiščno primernost, po drugi strani gospodarsko zanimivost, brez tega, da bo vrsta, ki jo bomo pospeševali, zanimiva za lastnike, bomo lastnike zelo težko motivirali za to, da bodo vlagali svoj trud v gojenje in v pogozdovanje. Potem bo treba upoštevati stanje površin v obnovi. Ni mogoče vsake površine, ki je gola, obnoviti z vsako drevesno vrsto. Tudi niso na razpolago sadike vseh drevesnih vrst, nekatere so zelo zahtevne za vzgojo ali zelo drage. Potem bo treba upoštevati tudi stroške, način in trajanje obnove in nenazadnje obseg razpoložljivih sredstev. Priporočilo, ki ga pri tem lahko damo, je, da se vsekakor moramo izogibati čistim sestojem iste vrste na velikih površinah, ampak moramo uporabljati čim večje število različnih drevesnih vrst z veliko gensko pestrostjo. Na ta način bomo nekako uspeli, upamo, razpršiti tveganje na več vrst. Če nam odpove ena vrsta, bodo potem vlogo prevzele druge vrste. In seveda na koncu pa moram poudariti, smiselno je preizkušanje čim večjega števila tako domačih kot tujih drevesnih vrst v različnih okoljih, na različnih rastiščih, ker samo na ta način si lahko naberemo izkušnje. Hvala za pozornost.